Predstavniki ministrstva, Slovenske in Avstrijske kmetijsko-gozdarske zbornice ter območnih zavodov so poudarili, da je skupna kmetijska politika ena pomembnejših politik tako za kmetijstvo kot finančno perspektivo. Ključne prioritete, ki so tudi v okviru evropske politike na nek način znane, v našem prostoru pa najbolj izpostavljene so na prvem mestu boljši prenos znanja in inovacij v kmetijstvu. Drugo pomembno področje je pospešiti povezovanje v slovenskem kmetijstvu. Na posvetu so se dotaknili tudi pomembne vloge javne službe kmetijskega svetovanja, predvsem v živinoreji. Izpostavljam tukaj mleko, ker je naše mleko v Evropi najbolj iskano, je odigrala ključno vlogo in igra ključno vlogo v smislu implementacije, se pravi pridobivanja sredstev skupne kmetijske politike. Lahko rečem, da v povprečju kmetijski svetovalec v slovenski prostor, slovensko podeželje letno prinese 1 milijon evrov. Ministrstvo za finance je dejansko nakazuje zmanjšanje sredstev, vendar je z mojega stališča to napačno, se pravi predvsem na terenu, se pravi kmetijsko svetovanje na terenu pri porabniku je ključnega pomena za obstoj kmetijstva in ohranjanje podeželja. Prihodnji izzivi so vezani na izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike, kot so izboljševanje konkurenčnosti, razvoja na podeželju in nasploh v kmetijstvu ter podajanje novih tehnoloških znanj v sodelovanju z različnimi ustanovami.